28. Gregorjev sejem letos vabi v Šentjernej. V Krškem kmalu regijski gasilski poligon. Srečanje društva upokojencev Adria Mobil. Lepo pozdravljeni. Zima se, kot kaže, poslavlja in eden od znanilcev pomladi je tudi vsakoletni Gregorjev sejem. Največji sejem v jugovzhodni Sloveniji, ki ga pripravlja Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vsako leto obišče več kot 20.000 obiskovalcev, ki jih zanimajo novosti na področju kmetijske tehnike, semenskega materiala, pridelave in predelave hrane ali pa želijo bolje izkoristiti svoj domači vrt. Že 28. sejem bo letos na novi lokaciji, na hipodromu v Šentjerneju od 8. do 10. marca. Kot je pojasnil direktor zadruge Stanko Tomšič, sejma na dozdajšnji lokaciji pri novomeškem nakupovalnem središču ne morejo pripraviti, saj ima tamkajšnji lastnik svoje načrte. Smo pa seveda že dalj časa se pripravljali na to, smo iskali različne lokacije, ocenjevali, katera bi bila boljša in na podlagi vsega skupaj smo se odločili potem za lokacijo v Šentjerneju, ki je dovolj velika, da omogoča tudi nadaljnji razvoj, predviden razvoj sejma. Dogovorili so se za dolgoročni, vsaj 10-letni najem zemljišča v lasti kluba za konjski šport Šentjernej, je dodal. Mi verjamemo, da bo sejem na tej lokaciji zaživel v vsaj podobnem obsegu, kot je bil to na stari lokaciji. Nenazadnje je Šentjernej kraj, kjer je dolgoletna sejemska tradicija. Sejem je zelo pomemben in s tem se dela tudi promocija za samo kmetijsko zadrugo in nenazadnje je to promocija tudi za vse proizvajalce kmetijske tehnike, sadjarje, oziroma vsi, ki se ukvarjajo z kmetijstvom. Letošnji razstavni prostor bo precej večji od prejšnjega. Sejem potrebuje, oziroma je potreboval v preteklih letih cirka 20.000 kvadratnih metrov. Sedaj se širimo na skoraj dvakrat tolikšno površino, kar se sejmu omogoča dodatni razvoj v bodočih letih. Letošnje geslo sejma, na katerem pričakujejo prek 150 domačih in tujih razstavljavcev, je "Tu je dobro, domače najboljše". Na ogled bo res za vsakega nekaj, se pravi, gre za težko kmetijsko mehanizacijo, če tako rečem, gre za ljubiteljske vrtnarje, od sadik, novosti, ki jih prinaša sezona 2024 na področju gozdarske mehanizacije. Veliko bo tudi lokalne kulinarike, prav tako bodo poskrbeli za bogat spremljevalni spored z nastopi glasbenikov tako za otroke kot starejše. Vrsto let so si operativni prostovoljni gasilci po celotni državi želeli, da bi v svoji bližini prišli do objektov, na katerih bi se lahko izobraževali za potrebe svoje prostovoljne službe, a so venomer morali za to uporabljati redke v državi za to opremljene centre. Sedaj je Gasilska zveza Slovenije v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi zgradila kar nekaj tovrstnih centrov, enega tudi v Krškem. Za krški poligon, ki bo namenjen usposabljanju za regijo Posavje, sta sredstva zagotovili Gasilska zveza Slovenije in Mestna občina Krško. Mestna občina Krško je pri sami investiciji sodelovala z denarnim zneskom v višini 150.000 evrov. Seveda pa ne smemo pozabiti, da smo tudi dali kot občina opremljeno, komunalno opremljeno zemljišče in pa vključno z gradbenim dovoljenjem. Gre za ureditev dela območja nekdanjega bazena na Vidmu. Govorimo o 1500 kvadratnih metrov površin poligona, kjer se bodo usposabljali prostovoljni in pa prostovoljni gasilci iz regije, se pravi celotne regije Posavja, Sevnica, Krško, Brežice in pa seveda tudi poklicna gasilska enota Krško, ob kateri neposredni bližini ta poligon stoji. Objekt so si prostovoljni gasilci želeli vrsto let. Regijski poligon za vadbo gasilskih enot oziroma prostovoljnih gasilcev bo zelo velika pridobitev za to naše
področje, kajti lahko bomo izobraževali svoje prostovoljne gasilske enote na domačem terenu, ne bo potrebno več hoditi v Ljubljano ali v kakšne druge izobraževalne centre. Poligon je pripravljen tako, da bo na njem lahko potekalo celovito izobraževanje. Na teh regijskih poligonih se bodo lahko prostovoljni gasilci izobraževali tako na teme tehničnega reševanja, reševanje iz višin, potem z nevarnimi snovmi, lahko pa bo na njih tudi možna izvedba tekmovanj, ki jih imamo vsako leto v tem našem področju. Kdaj in kolikokrat bo posameznik oziroma društvo prišlo na vrsto za izobraževanje na poligonu, še ni povsem dorečeno. To bo zdaj naloga poveljstva Gasilske zveze, da bo naredilo načrt usposabljanja, ki bo bil hkrati tudi načrt usposabljanja na tem poligonu. Potrebno bo še izobraziti določeno število inštruktorjev, ki bodo izvajali ta izobraževanja, in tudi predavateljev. V interesu vseh pa je, da bi bil objekt čim bolje zaseden. Selimo se v dolenjsko prestolnico, kjer so se člani društva upokojencev Adria Mobil tradicionalno srečali v svojem nekdanjem podjetju. Obujali so spomine na prehojeno pot, se srečali z vodstvom podjetja, ki jih je seznanilo z novostmi in preteklim poslovnim letom, ter si ogledali proizvodnjo. Srečanja se je udeležilo skoraj 100 nekdanjih adrijašev. To je zanje prav poseben dogodek. Moram reči, da naše podjetje res dobro skrbi za stike s svojimi nekdanjimi sodelavci, tako da imamo srečanje vsako leto. Vsako leto si gremo pogledati proizvodnjo, spremljamo novitete in mislim, da imamo dober odnos do vseh generacij, ki so vtkale svoje delo v to podjetje. Zelo lep občutek. Mi pravimo, da smo prijatelji. Prijatelj pa pomeni imeti čas, da se z njim tudi podružiš, da obuja spomine. Seveda, včasih pride tudi do tega, da se moramo pogovarjati, kje nas že kaj boli, ne? Ampak to je del procesa življenja. V vsakem podjetju so upokojeni sodelavci pomemben del dediščine, ki prispeva k poslovnemu uspehu ter oblikovanju ugleda in identitete družbe v preteklih letih. Ko smo odhajali, je bilo Adria uspešno podjetje, zdaj je pa še mnogo bolj uspešno. Direktorica vedno poudarja, da je to, kar stoji danes, stoji na temeljih prejšnjih generacij. Hkrati pa upokojeni adrijaši z veseljem in ponosom spremljajo, kako napreduje in raste njihovo podjetje. Dobimo tudi glasila, kjer si lahko preberemo vse novice, vse nagrade prestižne, ki jih Adria vsako leto dobiva na evropskih trgih, in mislimo, da ta rast podjetja je zelo zanimiva. Sicer pa društvo upokojencev Adria Mobil poleg vsakoletnega srečanja z vodstvom podjetja prireja tudi številne druge dogodke in tako svojim članom omogoča, da so aktivni na športnih, kulturnih in ostalih področjih družbenega delovanja na lokalnem področju in širše. Literarni večeri, ki jih pripravljajo v Škocjanski krajevni knjižnici, postajajo vse bolj priljubljena popestritev kulturnega dogajanja v občini. Gostja sinočnjega je bila priznana gledališka in filmska igralka ter televizijska voditeljica Zvezdana Mlakar. Sproščen pogovor z iskreno, odkrito in iskrivo sogovornico, ki je z duhovitimi dovtipi večkrat nasmejala številno občinstvo v Metelkovem domu, je postregel z množico življenjskih modrosti. Za Zvezdano Mlakar sem se odločila zaradi njenega prvenca, ki je izšel lani pri založbi Mladinska knjiga, in sicer Pogovori, ki so mi spremenili življenje, ki ga je izdala potem, ko so ukinili njeno oddajo na televiziji, ki je bila zelo gledana. Knjiga, ki jo je avtorica napisala v sodelovanju z urednikom oddaje Rokom Smolejem, je mnogo več kot zgolj popis izbranih televizijskih pogovorov. Je to v bistvu en tak mala knjiga enih modrosti in ene človečnosti in ene tega, kar se danes tukaj videli, ker si sam človek in
naprimer, kaj je vse šlo meni takrat skozi glavo, kaj je tudi vam vsem šlo. Mislim, da smo bolj povezani, kot si mislimo, no, tako da je taka. Mislim, da je lepe imam odzive, lepe, zadovoljna sem. Zaradi intimnih in poglobljenih večernih pogovorov, v kateri je z več kot 100 gosti odstirala številna pomembna vprašanja, je danes, kot pravi in navsezadnje opiše tudi v knjigi, drugačen, boljši človek. Jaz sem se toliko veliko naučila v priprave na to oddajo, branje vseh teh knjig in tako naprej. To je bila kot ena mala, spet ena fakulteta in psihologije in sociologije in na koncu koncev zgodovinskih nekih stvari in tako naprej. In potem sem rekla v nekem trenutku, da moram to, kar se pogovarjam in kar ugotavljam, tudi v svojem življenju spremeniti in sem. Mnogim dragocenim osebnim in globokim mislim pa bo, tako kot tokrat, gotovo mogoče prisluhniti tudi na prihodnjem literarnem večeru, ko v goste prihaja še en iskriv in zanimiv sogovornik. In še k dobrodelnosti. V Rotary klubu Dolenjske Toplice so se letos vnovič povezali z občino in pripravili dobrodelni Valentinov koncert. Urošu Periču, ki ga občinstvo pozna kot vrhunskega glasbenika in interpreta pesmi iz zlate dobe bluza, džeza in soula, so se sinoči na odru Kulturno-kongresnega centra pridružili pevci Mladinskega pevskega zbora osnovne šole, učenci pa so obenem pripravili dobrodelni bazar. Povezali so mladost in izkušnje z dobrodelnostjo, je povedal predsednik topliških rotarijcev Tomaž Savšek. Povežemo se običajno z društvi, ki imajo stik z mladimi, na eni strani, zato nam je stik z osnovno šolo zelo pomemben, na drugi strani se povezujemo tudi z Rdečim križem. Imeli smo že tudi pred božičnimi prazniki lepo akcijo Ogrejmo jim praznike, ko smo skupaj z Rdečim križem zbrali sredstva in potem nabavili drva. Tokratni izkupiček od vstopnic gre osnovni šoli Dolenjske Toplice in prizadetim v lanskih avgustovskih poplavah. In tudi Rotary klub oziroma Distrikt Rotary Slovenije zbira še vedno sredstva za poplavljence in tudi naš klub tukaj pristopa zraven in bomo tudi del sredstva namenili za poplavljence. Sodelovanje z rotarijci šoli daje možnost, da lahko potem otrokom omogočimo obogatitvene dejavnosti, kakšne pripomočke za glasbeno opremo in vse druge stvari, ki jih šola še zelo, zelo potrebuje. Ob skorajšnji izgradnji vrtca bo šola potrebovala donacije, saj bo treba marsikaj postoriti, je dodala. Ker spodbujajo dobrodelno, so bili na koncertu navzoči z bazarjem. Da bi bili prijazni, s prijaznim namenom, da bi pomagali tem otrokom. Vsi otroci rabimo neko pozornost in mislim, da tudi te otroci so zasluženi, ker imamo mi. Če smo mi zdravi, mora biti tudi oni in mi jim probamo to čim bolj pomagati. Zato, če že sami lahko imamo vse, lahko tudi s tem potem pomagamo drugim, ki česa nimajo. Topliški Rotary klub šteje 12 dejavnih članov, ki vlagajo veliko naporov tudi v širitev svoje mreže. Tako so sinoči sprejeli nekaj novih članov. Hvala za vašo pozornost. Želimo vam prijeten večer in miren konec tedna. Nasvidenje.